jaz sem vesel, da Slovenija ima to blagovno znamko Bled Strategic Forum, kjer se na nek način srečujejo svetovni voditelji, ampak diplomacija je zelo pomembna, ampak sem tudi vesel, da se na tem forumu tudi ukvarjamo z stvarmi, ki dnevno na nek način pestijo, bom rekel, to Slovenijo, in turizem je ena gospodarska panoga, ki je pri nam bom rekel, na nek način v vzponu. Zato sem danes vesel, da smo imeli tudi ta panel in pogovor o turizmu, videli prave številke. Številke sicer ta moment kažejo zelo dobro, 8% rast in prenočiščev in obiska, ampak Slovenija bo mogla v naslednjih parih letih narediti kar nekaj, se pravi investirati v še, bom rekel, večjo produktivnost v turizmu, skrbeti za to naravno danost, za trajno, za zeleno zgodbo in narediti tudi nekaj na tej mobilnosti, kjer to je zdaj ta moment po mojem ključna težava Slovenije. Generalno smo seveda lahko zadovoljni, imamo seveda tudi vprašanje, kaj bomo naredili in na kakšen način bomo naše hotele, ki so v lasti države, upravljali. Tu vidimo, da so hoteli kar malo zmatrano narekovanje in bo treba začeti bistveno več investirati. Če želimo evropski denar pripeljati, imamo težavo, ker je država 100% lastnik, tako da imamo kar nekaj izzivov, lahko smo ta momenti zadovoljni, ampak ne smemo sedeti s križem rok. Opozorili ste na težave zimsko sezono. Kje vidite to? No, mislim, zimska sezona je predvsem problematična, bom rekel, tem pojavu, da imamo smučišča, ki so relativno dosti nizka, imamo sicer kanin in ni, bom rekel, snega, zato pa moramo poskrbeti za turizem, ki bo šel skozi 365 dni in pa poskrbeti mogoče v nadaljevanju tudi za zasneževanje. Vendarle smo v zadnjih letih investirali v žičnice bom rekel, kar na 9 slovenskih smučiščih. Rezultati so, pejte si pogledati Kope, Rogla in tako naprej, tako da imamo kar nekaj izzivov še, ampak jaz verjamem, da nam lahko uspe. Zdraviliški turizem ni bil nikjer omenjen? Hvala Bogu, se pravi, da ni velikih problemov zgleda. Jaz mislim, da zdraviliški turizem je eden od tistih segmentov v turizmu, ki smo ga lahko ponosni. Je pa res, da smo v ta zdraviliški turizem investirali pred 10 leti, tako javni kot tudi privatni kapital, in tu moramo nadaljevati. Jaz mislim, da je to branža, ki bom rekel, ima prihodnost še naprej. Eno je zdraviliški turizem, drugo je, bom rekel, zdravljenje in tretje je dobro počutje. Tako da, ko črto potegnemo, smo lahko absolutno zadovoljni z, bom rekel, slovenskim turizmom. In se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki trdo delajo, to je težek poklic, kjer morajo biti ljudje nasmejani vsako minuto.